točke na dnevnem redu tokratnega zasedanja. Eden je bil dogovor z Združenimi državami Amerike, torej kakšen sporazum bo veljal za naprej. Dogovor je bil potrjen, takšen kot je bil predlagan strani komisije. Sam osebno tega nisem podpiral, ker še danes verjamem, da Združene države Amerike pač niso več zaveznik takšen, kot so bile, in prijateljem pač ne počne stvari, kot so, da zahtevaš njihovo ozemlje in nabijaš carine in podobno. In jaz mislim, da bi bil skrajni čas, da bi Evropska unija rekla dovolj je. Ampak tokrat nismo, ali pa večina tega ni zmogla, nekaj nas je bilo, ki smo se opredelili proti temu. Druga stvar, ki smo imeli danes, je, da smo Zahodni Balkan imeli vse resolucije na področju teh držav, vse so bile sprejete. To razumem ali pa si želim, da bi razumeli kot nadaljnjo spodbudo k temu, da se še bolj potrudijo doma in pohitrijo svoje postopke. Evropska unija je tukaj pripravljena. Na njih je sedaj, da opravijo domače delo in da, kot sem rekel, stečejo postopke še hitreje. Čeprav v nekaterih državah so, recimo, kot to velja za Albanijo in za Črno Goro. Seveda pa je zelo drugačno razumevanje na področju migracij, o čemer smo pa ravnokar glasovali. Seveda tudi sam se strinjam s tem, da je treba migracije nadzorovati. Tukaj ni nobenega vprašanja. Se pa ne morem strinjati z idejo, ki je bila danes tudi izglasovana, to pa je o prisilnih deportacijah tudi otrok in najranljivejših ljudi v Evropi. Jaz mislim, da je Evropska unija več kot Združene države Amerike. Mi ICE, ki ga tam poznamo, ne potrebujemo, ne predstavljam si, da bomo ljudi lovili po Evropi in jih pošiljali in deportirali domov. To se mi ne zdi pravi pristop. Pravi pristop je, da to upravimo preden vstopijo k nam, ko pa so pri nas, potem poskrbimo, da se, in ko so pogoji izpolnjeni, da se poskrbi za integracijo. Kot sem rekel, ne želim pa si, da bi, kot zdaj vse kaže, bomo prisilno in nasilno deportirali ljudi v tretje države, nekateri omenjajo Ruando in še nekatere druge. Jaz mislim, da smo na evropski ravni vseeno na višji razvojni stopnji in da tega preprosto ni potrebno. Ampak kot rečeno, večina je menila drugače in tako pač je v demokraciji. Jutri imamo pa mednarodne resolucije, imeli bomo resolucijo v Kubi, nekaterih drugih državah. Gre v glavnem za to, da povsod, kjer bomo glasovali, bo šlo za iskanje novih zavezništv, kar je nujno potrebno za Evropsko unijo. Namreč stara zavezništva očitno ne delujejo tako, kot so včasih. Jaz to pozdravljam, prav je to. Tako da bomo v tem delu, jaz upam, da prisluhnili tistim, ki opozarjajo na vse mogočno prisotnost Združenih držav Amerike na raznih koncih sveta in na nujnost tega, da Evropska unija postane bolj prisotna. Tako v Aziji kot drugod. Sam osebno zagovarjam, da bi morala Evropska unija postati tisto jedro demokracije in okrog sebe zbirati države, ki delijo naše vrednote, kot so Japonska, Južna Koreja, Indija, tudi Brazilija, in da seveda za nek način z našo prisotnostjo vseeno poštujemo signal tudi Združenim državam Amerike. Mi smo sposobni zgenerirati neko protiutež, ki je boljša, učinkovitejša, predvsem pa bolj demokratična. Izrazito zagovarjam rešitev dveh držav, torej Palestine in Izraela. To, kar Izrael danes počne, nikakor ne moremo imenovati obrambna akcija. Gre za, v primeru Gaze, za genocid brez dvoma, hkrati pa gre še za nekaj drugega, namreč zdaj se je politika Izraela spremenila v politiko preventivnega udara. To pomeni, napadli bomo vse tiste, ki menimo, da nas lahko v čemorkoli ogrožajo, brez kakšnega koli povoda. To pa je kršitva vseh mednarodnih pravnih dokumentov, če se seveda iz tega ne pozdravljam, ker to je rušenje sistema, ki nas drži skupaj, in mislim, da slovenska vlada, ki je šla zdaj v smeri te podpore, se je preprosto obrnila v napačno smer. Slovenija tega ne potrebuje in jaz mislim, da bi bilo prav, zlasti zaradi nas, ker smo majhni, da zagovarja stabilnost mednarodnega prava, ker mednarodno pravo nas varuje. In če ga bomo sami sesuvali in pomagali pri tem, ne moramo pričakovati, da nas bo kdorkoli še kjerkoli varoval, ker potem pristanemo na dikcijo, močnejši pač zmaga. A to pa upam, da ne bo prevladalo na globalni sceni.